Za tretjo adventno nedeljo je evangelij vzet po Luku, takole pravi. Tisti čas so množice spraševale Janeza Krstnika, kaj naj storimo. Odgovarjal jim je, kdor ima 2 suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene. Kdor ima živež, naj stori prav tako. Tudi cestninarji so se prišli krstiti in so mu rekli, učitelj, kaj naj storimo? Odvrnil jim je, ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano. Spraševali so ga tudi vojaki, in mi, kaj naj storimo? Rekel jim je, nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo. Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali v Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez Krstnik vsem odgovoril, jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem, vevnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem. Tako je Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanil ljudem evangelij. To je Kristusov evangelij. Luka omenja zlasti 2 skupini, ki sta prišli k Janezu Krstniku po duhovno obnovo, cestninarje in judovske vojake, ki so pripadali rimski oblasti. Obe skupini so judovske oblasti obravnavale kot duhovno neprimerne in nečiste ter jih izobčile iz svoje srede. Janez Krstnik jih je sprejel z odprtimi rokami in so množico ljudi, ki so prišli, da bi slišali dobro novico in se dali krstiti v znamenje spreobrnenja. Janezovo sporočilo o obnovi in kesanju je bilo zelo praktično. Ljudem je povedal 3 stvari. Prvič, vsak božji privrženec mora to, kar ima svoje osebne dobrine in sredstva, deliti s svojimi bližnjimi, zlasti tistimi, ki jim primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin. Spoznal je, da je to ključna dolžnost vsakega posameznika in zunanji izraz velike zapovedi ljubiti bližnjega kakor samega sebe. Drugič, Janez je poudaril sveto dolžnost, da vsakemu človeku damo, kar mu po pravici pripada, saj Bog zapoveduje, da je treba z vsakomer ravnati spoštljivo. Pobiralci davkov ne smejo prisiliti ljudi, da bi ti plačevali več, kot morajo. Cestninarji so si s previsokimi dajatvami od ljudi pogosto ustvarili velik dobiček. Vojakom je naročil, naj ne zlorabljajo svoje avtoritete ali moči, da bi ljudi prisilili dati več, kot je bilo upravičeno. Neredko so vojaki zlorabljali svoj položaj in silili ljudi, da so jim nosili težko opremo ali jim odzeli stvari. Janez jim ni rekel, naj opustijo svoj poklic, ampak naj bodo dobri, pošteni in spoštljivi vojaki. In tretjič, Janez je svoje poslušalce spodbujal, naj bodo zadovoljni s tem, kar imajo, in naj se izognejo poželenju, neupravičeni želji ali pridobivanju tistega, kar pripada drugim. V bistvu je pozval ljudi, naj se vrnejo k Bogu in hodijo po njegovi poti ljubezni in pravičnosti. Z Janezom Krstnikom je tako Sveti Duh začel človeškemu rodu vračati Božjo podobo in tako napovedal, da bo doseženo po Jezusu Kristusu in v njem. Janezov krst je bil namenjen kesanju, odvrnitev od greha in sprejetju novega načina življenja v skladu z Božjo besedo. Napovedal je, da bo Mesija krščeval s Svetim Duhom in ognjem. Ogenj
Je bil v svetopisemskih časih povezan z Bogom in njegovim delovanjem v svetu in v življenju njegovega ljudstva. Bog je svojo navzočnost včasih izkazoval za uporabo ognja, naprimer pri gorečem grmu, ko je Bog govoril Mozesu. Podoba ognja je bila uporabljena tudi kot simbol Božje slave, njegove zaščitniške navzočnosti in njegove svetosti. V Novi zavezi je podoba ognja uporabljena tudi za Svetega Duha, ki prihaja, da nas očisti grehov, nas upodobi po Kristusu, usposobi živeti ljubezen in nas naredi svete. V nas budi spoštljiv strah pred Bogom in njegovo besedo, ter povečuje željo biti z Bogom ter živeti in delovati kot Kristus. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Naš krst v Jezusu Kristusu z vodo in duhom povzroči novo rojstvo in vstop v Božje kraljestvo, v katerem živimo kot njegovi ljubljeni sinovi in hčere. Jezus nam je pripravljen dati ogenj svojega duha, da bomo lahko izžarevali ljubezen in veselje evangelija svetu, ki le to obupno potrebuje. Ne naveličajmo se prositi zanj in sodelovati z njim sredi vsakdanjega življenja. Res kot molitev v današnjem dnevu, v današnji 3. adventni nedelji pa pravi Gospod. Hvala ti za adventni čas, ki me vabi v tvojo bližino in mi vliva zaupanje, da si ti z mano. Še več. Pošiljaš mi ogenj Svetega Duha, da lahko zaživim očiščen in v svobodi tvoje ljubezni. Res vsem skupaj želim blagoslovljen praznovanje adventnega časa in naj se res Jezus rodi v naših srcih.